Dober dan, lep pozdrav, dobrodošli v 25. AS podcastu. Tema je košarka, Liga NBA in predvsem nov najljubši klub Slovencev onkraj luže, Los Angeles Lakers. Z nami košarkarska postava, Luka Štucin. Živja. Iztok Franko. Živja. Mirko Mulalič. Živja vsem trem. Torej, Los Angeles Lakers, na zadnje 2 zmagi proti mestnim tekmecem, preboj na drugo mesto zahodne konference. Tega se bomo še dotaknili. Začnimo s tem, kar nas najbolj zanima. Merimo temperaturo, kako se Luka Dončić približuje svoji najboljši verziji. Zdaj smo videli, začel se je kregati s sodniki, začel se je pogovarjati s klopjo nasprotnika, najde motivacijsko točko med občinstvom. Ali to pomeni, da se je že skoraj povsem ustalil v svojem novem klubu? Jaz bi rekel, da, seveda neke podrobnosti, game plan z J.J. Redikom in tako naprej, je treba še kar nekaj časa. Ne? Predvsem pa prvič v njegovi karieri, da je imel tako dolgo poškodbo oziroma da je bil tako dolgo časa odsoten, kar je tudi neka noviteta zanj. Ne? In tudi na to pa seveda to, da je bil vmes med poškodbo tudi traden. Videli smo tudi Exodus iz Dallasa, predvsem kar se tiče slovenskih ljubiteljev košarke, ki smo kar naenkrat postali jezerniki, pravi, rojeni, ne? Pravi Los Angelesani, ali kako se reče? Born and raised in California. Tako da ja, jaz mislim, da se bližamo temu, kar Luka predstavlja oziroma je predstavljal. Mi je pa v bistvu všeč, čeprav mi je to šlo včasih kar malo na živce, to, da je spet da se spet krega, da spet vsakič gleda klopka za dane trojko. Zdaj ima še novo proslavljanje trojke, ne, da našteje. Meni je v bistvu kar všeč, no? Tako, da je tak spet srboriti Luka, da ni tak nemočni, žalostni, ampak da je tak. Zdaj ne smem uporabiti besede na za J, ker smo v prvih 15 minutah. Za F. Da je tak, ja, da je neugoden človek. No? Tudi ob vseh spremembah, ki si jih naštel, je bila pač tukaj ena konstanca, to so Clippersi pa Ivica Zubac. Če kdo prebudi in prikliče nazaj to Zrihtite mi switch. Potem 2 tekme, s tem, da se je prvo tekmo na začetku sicer še malo matro, ampak potem v zadnji četrtini smo že videli, potem pa se je to lepo nadaljevali in verjetno so nam tukaj tudi sosedje malo pomagali, da vidimo našega Luka spet v formi. A imaš občutek, da ga spremljamo, kako popušča šok po izmenjavi, po menjavi življenjskih okoliščin pravzaprav? Sigurno. Vse, kar ste omenili telesno, veliko bolj zgleda, kakor je zgledal na začetku, kot takoj, ko se je vrnil. To se vidi, tudi ima eno lahkotnost, kaj prej mogoče ni imel, se pravi, kako gre v prodor te stvari, ampak ob vseh stvareh bi jaz rekel, da je tukaj tudi mogoče ta situacija, ko vam prvič, če pogledamo njegovih 6,5 sezon v Dallasu, od začetka se vse vrtelo okoli njega, vedel se, da bo imel on žogo, vedel se, da on glavni igralec, vedel se, da vse vrti okoli njega. Prvič je prišel v klub, kjer mogoče ni največja zvezda. Ne? Se pravi, igrati ob LeBronu Jamesu ni tako enostavno, ne za Luko, tudi za druge igralce, ampak jaz mislim, da zdaj v zadnjih parih tekmah, ko so šli skozi to neko fazo, tudi LeBron sam je rekel, vemo, kdo mora imeti žogo, vemo, kdo mora biti glavna kreacija našega napada, da so počasi vedno bolj prihajajo, da so te razmerja, kdo, kdaj, kako. Mogoče šla na roko tudi to, da je Austin Reeves spustil 2 tekme, da je imel te žoge še več teh repeticij in tukaj se pozna po moje, da je vedno bolj v tej neki comfort zoni. Kako ti vidiš to, Mirko? Jaz mislim, da je psihološko že nekako Luka šel čez ta šok in seveda neke vrste prizadetost ali pa udarec tudi za njegov ego na vse zadnje, ker moramo si priznati, to je prva mogoče neka zavrnitev za njega v karieri, oziroma ko je tako izpostavljen pred celotnim svetom, so v bistvu zaletel v zid po imenu Nico Harrison oziroma vodstvo Dallasa in sigurno psihološko se vidi, da se je sprostil. Zdaj, jaz ga še ne vidim, jaz bom malo kritičen danes in strog, predvsem zaradi tega, ker pričakujem od njega in vedno sem od začetka njegove kariere, da je govora o talentu.
ki definitivno spada v top 5 vseh časov. Na katero mesto, to se bomo pogovarjali, upam, da čez 10 let. Sigurno ga še fizično ne vidim blizu njegovega optimuma pri njegovih 26 letih, je pa tako, kot je Frale tlele povedal, definitivno zgleda veliko boljše kot na začetku, tudi vidim ga z veliko več eforta, ker ga lahko vzdržuje, ker ima veliko več kondicije kot na začetku, tudi presenetljivo, mislim, tudi v prenosu sem omenil, neki šprinti v obrambo so bili, ki jih pri Dallasu, ravno zaradi tega, ker je bil tako obremenjen v napadu. Glavna, bomo spet uporabili besedo, fokalna točka Dallasa vse te sezone in to je zelo izčrpajoče. Poleg tega Luka nikoli ni spustil niti ene reprezentančne akcije, kar je bilo v njegovi moči, da se jih udeleži in to vse je pripeljalo, jaz mislim, tudi do neke psihične izčrpanosti. In prišel je v klub, kjer mislim, da bo tega veliko manj, prišel je v bok arguably največjemu vseh časov LeBronu in to v času, ko je LeBron pripravljen na kompromise in predvsem spoštuje njegov talent. In mislim, da smo dobili Batmana in Robina, pa je lahko na vsaki tekmi popolnoma nepomembno, kdo je Batman, kdo je Robin, ampak samo, da se tekma zmaga in prepričan sem, da nas čaka nekaj čudovitega. Naša Eva je postregla oziroma zadnjič poslala oziroma včeraj poslala en zanimiv podatek, da ima LeBron v tem trenutku številke iz MVP sezone iz Miamija. Tako je. Ja. Kar je spet, se bomo najbrž o LeBronu še kaj rekli, ne? Dani, mogoče zate eno vprašanje, ne? Ko pa to vidiš ti distribucijo, kdo si vzame napad pri Lakersih iz teh prvih tekem. Veš, ko se dostikrat zgodi, da LeBron in Luka prijeta, pa te tačke postavta, ne? In pol je v bistvu unka izvaja izpod koša, je primoran v bistvu že s tem, ko mu da žogo, v bistvu določati akcijo praktično. Ne? Ko oba tačke postavita, kako ti to vidiš? Mislim, a to misliš, da je nekaj naravnega ali se bo to tekom Lukove uigranosti pol že zdaj bolj vedel? Kdaj kdo dobi? Jaz mislim, da bo več prilagajanja pri Lukatu, ker LeBron je v tej svoji evoluciji kariere, vsaj po mojem mnenju, že pokazal, da je pripravljen, ker je imel to niti slučajno ne isto, ampak nekaj podobnega je imel z Austinom Reevesom. Ne? In skozi letošnjo in tudi lansko sezono je bilo, mislim, da dosti očitno, da LeBron Reevesu zaupa. In večkrat vidimo to, kako žogo prepusti Reevesu, kako pusti, da začne z napadom in to. LeBron je tako pameten športnik, da se mi zdi, da on vedno razmišlja 2-3 korake naprej pred vsemi in da je tudi to situacijo relativno hitro prebavil, da je videl možnost zase za neko novo poglavje v karieri, ki mu lahko kariero tudi ne nazadnje podaljša. Do 50. Ja, 45 bi rekel, da skoraj dejstvo, da je bilo veliko vprašanj, pač jasna stvar, ne, če dobiš dva taka dominantna igrača v isto peterko, se bojo vprašanja avtomatično postavljala sama po sebi. In se mi zdi, da gre tukaj za en zanimiv trikotnik Luka, LeBron in JJ Redick, ki po mojem mnenju on in njegov štab delajo s polno paro v zadnjem času, kako stvar prilagoditi in da jih je kakšna situacija tudi presenetila. In presenetilo jih je po mojem do te mere, da so se mogoče tudi načrti spremenili. Najprej je bilo tako, ne, super, kar naenkrat ni več pomembno, kakšna je sezona 2025, ne, mi smo dobili priložnost resetirati svojo franšizo in jo nekako zacementirati za naslednjih 10 let, ne, zdaj pa drugače. Zdaj so pa oni drugi, zdaj pa imajo obrambne številke, ki jih noben ni pričakoval. In me prav zanima, kako se bojo tega lotili za naprej. Mislim, da je... Pa tako zanimivo dinamiko, neko človeško, ima ta Luka in JJ, ne? Tle ful pomaga, da sta bila soigralca tiste pol leta pred Dallasu, da je JJ očitno dovolj človeško dostopen Lukatu, da je sprejel povabilo takrat na njegov podcast, ki je še zdaj mesec, edina njegova udeležba v to vrstnih medijskih. Nobenemu drugemu Luka ni šel razen JJ.
Tako da, Meni je recimo tudi to, sorry, da te prekinem, meni je recimo tudi to zanimivo. Kakšna je pol to, a veš, neka dinamika? Meni je jasno. Mislim, JJ ga je najbrž nekaj časa prosil, da je prid na poda. Ne? Zdaj smo pa... Jaz pa mislim, da že kot soigralca ga je Luka spoštoval, ker je videl, no prvo da povem, kot neko nepisano pravilo, vsaj za mene, pa z mojimi izkušnjami in poznavanjem košarke, so ponavadi trenerji, ki so bivši igralci, tako kot je to zdaj postal JJ Redick, tisti, ki niso morda spadali med superzvezdnike po nekem pravilu boljši kot pa tisti, ki so bili superzvezdniki. Ali to na evropskem merilu, NBA merilu, sam pogledamo lahko skozi zgodovino, pa nam je to hitro jasen. Zakaj? Zaradi tega, ker tisti, ki niso bili superzvezdniki in ponavadi nekaj manjkalo v njihovi igri in so morali bistveno bolj uporabljati možgane, analizirati in že po samem defaultu imajo boljše predispozicije za head chiefa oziroma za coacha. In JJ Redick to definitivno je. Ni imel ne dobrega driblinga, ni imel dobre fizike, je bil pa odličen šuter in pa njegov IQ je bil izjemno visok. In jaz mislim, da že kot soigralec s pogovorom garderobo je on kupil veliko spoštovanje Luke. Zakaj? Luka je človek z visokim košarkarskim IQ-jem, lahko se pogovarjamo, to je sigurno ob Jokiću, LeBronu, top 3 v NBA-ju in jaz mislim, da ga je JJ Redick kupil že s tem, zato je tudi prišel na njegov podcast in zdaj, ko mu je trener, jaz ne vidim oziroma do zdaj še nisem videl, da se Luka na kakršnokoli odločitev, timeout, menjave, obrača proti klopi in razmišlja o čemerkoli drugem kot pa v svoji igri in kaj mora na terenu postoriti. Ni te jeze, ki je imel v Dallasu v finalu predvsem, takrat ga je tudi Brian Windhorst raztrgal. Jaz mislim, da tukaj bi se navezal na to, kar si ti rekel, Dani, da je JJ Redick dostopen. Jaz mislim, da večkrat sem uporabil to besedo. JJ Redick ima to, ne samo to strokovno znanje, vidi se, da je načitan, vidi se, da je, on sebe opisuje kot basketball psycho, se pravi psihopat za košarko, res živi za to, ampak ima tudi to človeško empatijo. In jaz mislim, da ti delaš z enim igralcem tipa LeBron, z igralcem tipa Luka Dončić, je ta empatija, da se ti tudi v njegovo kožo postaviš, da razumeš mogoče kakšne stvari, ki jih on počne, ki so se dostikrat kritizirale, z tega vidika, da je to, jaz mislim, glavna stvar. In verjetno, saj jaz, ko gledam za nazaj tega, po moje, ne glede na to, koliko dobra ali igralca ali pa trenerja, Rick Carlisle pa Jason Kidd nista imela. A bi mu dal eno ključnih vlog pri tem izrazito težkem privajanju Dončića na nove okoliščine? Redicku. Ja, sigurno. Tudi ta respekt, jaz mislim, da so že štartali čisto iz druge pozicije. JJ Redick in LeBron James, ko sta imela skupaj podcast, LeBron je večkrat povedal, igralec, ki ga najbolj spoštuje v ligi NBA, je Luka Dončić. JJ Redick je na drugih, ne samo na tem podcastu povedal, igralec, ki bi ga najražje, ko so ga direkt vprašali, koga bi najraje treniral, če boš kdaj trener, je rekel Luka Dončić. In to ni bil blef. Yeah. Se pravi, oni so že štartali iz tega respekta in jaz mislim, da tukaj se potem cel odnos drugače gradi, sploh če ima še tisto drugo stvar, kar sem je prej omenil, pač to empatijo, da lahko to stvar tako postaviš. Tako da jaz mislim, da JJ Redick tukaj definitivno je, se je pa videl, da že pred Lukatom, mi smo prej govorili, kdo bo imel žogo ali LeBron ali ne, trenutno se te zadeve, tudi če gledamo, napad sploh ne funkcionira, ne vem kako dobro. Luka se še lovi, napad ni boga kaj, ampak JJ Redick je že pred poškodbo Anthonyja Davisa naredil to neko kemijo, kjer vsi igrajo res trdo celo tekmo in tukaj je ta njihova obramba in Luka se je tukaj direkt vklopil. To je meni dal veliko več, kako zadeve zgleda v napadu, ker oni zmagujejo vse te tekme z obrambo. Meni se zdi tudi, recimo, pa v to mogoče, oziroma definitivno bo Mirko to najbolj vedel, ampak meni se zdi, da je JJ Redick edini trener trenutno v ligi, ki res šteka te igralce. Ker je z večino njih je igral, je tam nek mlad val. Jaz mislim, da on neverjetno bolj šteka ta basket, pa ne samo basket, ampak vse, kar se dogaja okoli. Basket se je tako osnovno, fundamentalno se je spremenil. Če pogledamo nazaj še 30 let, odkudar oziroma iz katerega obdobja zdaj izhaja največ trenerjev, ki so trenutno aktivni v ligi. In se mi zdi, da tudi zaradi tega ima JJ ta respekt, zato ker jih res šteka, čez kaj grejo oni. Da ni to samo basket na igrišču, ampak da imajo zdaj toliko enih več zadev izven igrišča in
jaz mislim, da tudi zaradi tega Redick pri igralcih uživa več, ker koga boš bolj spoštoval, unga, ki te res razume, ali pa unga, ki je en tvoj foter pa reče, vador, tam malo, mi smo pa do 80-ih sem pa jaz bos hodil v šolo. Ja, foter nisi, ne. A veš? To bo sicer na preizkušnji, ko in če bojo začeli zgubljati, ker dokler se zmaguje, je tudi energija prava. Če še malo stanemo pri Redicku in strokovnem štabu, mislim, da se vidi na vsaki tekmi, da so neverjetno dobro pripravljeni in da se mi zdi, da si zaslužijo ene oren komplimente za vse tekme po tej menjavi. Kaj ti misliš? Začelo se je že realno s tekmo, zdaj govorimo seveda po tradu z Denverjem in njihova priprava oziroma JJ je rekel, koliko časa ni spal, 2 dni. O različicah, kaj lahko storiš sploh proti najbolj vročemu v ligi Jokiću in definitivno se potem uvidel, da je njihovo planiranje oziroma game plani so že se pritičajo ekipi, ki je dobesedno v mindsetu že v play-offu. Zakaj? Zaradi tega, ker so recimo njihov game plan je bil veliko so ožal z Russella Westbrooka, z vseh neštere, ja. Zdaj sem ga zgubil. Beli atlet. Christian Brown. Tako. Beli atlet. Ja, zelo atletičen fant. Fantastičen. Ni Beli, Brown je. Ja, Brown je. In recimo, potem način, kako težko je bilo Jokiću dobiti žogo, ko je dobil, to je bilo momentalno podvajanje in seveda ožanje z tistih, ki niso šuterji in to je že bilo neke zamisli, kako play-offu igrati proti Denverju in zdaj so to začele ekipe že kar povzemati, zdaj, če gledamo. Podobno je storil Boston in tako naprej. In definitivno se vidi, da strokovni štab klika, da je to ekipa, ki bo zelo taktično, zrelo in pametno in premišljeno igrala do konca sezone, do kam pridejo, bomo še videli in definitivno grejo pohvale. Rad bi se pa samo navezal na JJ Redicka in na igralce, predvsem na roleplayerje. Ko si ti enkrat roleplayer in si to leta in leta, pa daleč od tega, da je bil JJ Redick slab, bil odličen igralec sploh v primu, college karieri sploh govorili ne bomo, razumeš, kaj kot roleplayer v NBA-ju moraš psihološko dajati skozi. Ne vem, če ste videli tisti govor Daltonu Knechtu, ko mu je povedal, danes nisi v rotaciji, verjetno sploh ne boš igral, pa je na koncu bil mogoče X-faktor v določenih trenutkih, koliko je to pomembno izpostaviti, ker ti kot igralec, ko ti nekdo reče, da ne boš igral, si se v bistvu že nekako psihološko za to tekmo izključil, pa potem greš čez sebe, to ni enostavna stvar, pokažeš nekaj, pomagaš ekipi, daš nekaj, kar je v unem momentu zlata vredno in da nek old school trener tega sploh ne prepozna. Da roke, reče, super fant, je bravo effort, ti si pa nekako se počutiš, da si šel čez sebe, ni te pa noben ti prepoznal v temu. In JJ Redick to izpostavil, vsakega roleplayerja, liderja, super, Luka LeBron, lepo sta vodila to tekmo, ampak ful podari in izpostavi roleplayerje. To so delali od Phila Jacksona, vseh teh trenerjev, tudi Phil Jackson by the way bil igralec, pa ne lih najboljši na svetu, da se razumemo. Tukaj me on spominja zelo podoben profil Steva Kerra, Steve Kerr je pa isti. Mike'a Malona, isto. Ja, samo Steve Kerr se mi zdi, kad njega poslušaš, ima isto to širino, človeško širino. Plus neverjetno znanje, ker ti si lahko super človek, ampak igralci, to sam povedal, bo hitro pogruntali. Socialne veščine. Ampak hočem reči, če nimaš, ti tudi če imaš ne vem kakšno empatijo, ne vem kakšen človek si, ne vem kaj, če nimaš ti vse te neke tudi znanja pa strasti, kad JJ Redick ima, se bo hitro videl, da je to blef. Recimo Lakersi so imeli lani Dervina Hema, ki je bil players coach. Njega je, posod je bil v slačilnicah, sem govoril tudi s prejšnjimi trenerji, njega so imeli vedno v slačilnici zato, da je držal slačilnico, da je bil ta, ampak pač njemu se videl, da ne zna 2 akcije narisati. JJ Redick je pa po drugi strani, tako kot smo rekli, psihopat, kar se tiče priprave, študioznosti igre, plus to širino. Tudi za Daltona Knechta, tako kot si omenil, je tudi omenil, zakaj ga ni dal igrati takoj po tradu, ker je razumel, v kakšni situaciji se postavil njegovo kožo, psihološko še ni tam, da bi lahko igral. Tako da to so sigurno stvari, ki v njem govorijo sam plus. No, pa še nekaj moramo vedeti, sorry. On ima 2 res močna pomočnika zraven. To sta Scott Brooks pa Nate McMillan. Tudi tega ne smemo zanemariti, da sej je kle JJ Redick hvala v vlogi glavnega trenerja. To govorimo o štabu. To sta 2 resna NBA trenerja. Predvsem Scott Brooks ima tudi izkušnje, kako je imeti
pretendenta, točno to, več zvezd hkrati, kako imeti pretendenta za naslov, kar takrat Oklahoma definitivno je bila. Nate McMillan, neverjetna izkušnja. Me veseli, da so ga poslali v Cabo med All-Star breakom in da je dejansko Scotty Brooks delal vsak dan z Lukatom in to ogromno pomeni. No? Zdaj, če ostanemo malo na tej temi, Iztok, vse lepo in prav, ne? Sploh ta tekma proti Denverju, ki je seveda referenčna za to, kar Lakers si hoče narediti v play-offu. Druga plat te medalje je en kup odprtih trojk. Kako ti vidiš, da bojo to lahko naslovili? Tukaj, to, kar si preomenil, super obrambne številke, oni so že več kot en mesec najboljša obramba lige, kar si tisti, ki jih ne gledajo podrobno, zelo težko razlagajo. Jaz mislim, da težko, da bo ostala najboljša obramba. Naslednji mesec bo v bistvu odločila. Del najboljše te obrambe je, tako je vedno v teh krajših nizih v NBA-ju, tudi temu, kar Američani reče shooting clock, se pravi nasprotniki izredno slabo trenutno mečejo za 3 proti Lakersom in to je stvar, ki bo, kot rečejo Američani, regression to the mean, bo prišlo, nekako se bo izravnalo. Ampak jaz mislim, da ta ekipa ima toliko v napadu rezerve, da če bojo oni ostali v nekje v rangu top 10 obrambe, da je to za njih zmaga. Ker ne glede na to, tudi te odprte trojke so doskrat del gameplana. To, kar je Mirko omenil, pro Denverju je bilo absolutno tako, pusti Russell Westbrooka, če ste gledali drugo tekmo proti Clippersom, Chris Dunn bi lahko metu iz kjerkoli. Sam ga so pušali na poraz dali. Zdaj se z nas zgodi, vsej to niso izumili tople vode, to je Dallas delo proti Oklahomi, to je Dallas delo praktično dokler ni naletel na Bostona, kjer pa vsi znajo zadeti te odprte trojke. Tako da jaz mislim, da ta njihova obramba ima pa en element, zelo me spominjajo na ekipo Dallasa iz leta 2022, ko so prišli do konferenčnega finala, ampak z veliko več talenta. Takrat so bilo isto, se govorilo o 3 kreatorjih, Luka, Brunson, Dinwiddie, ki so vsi znali igrati 1-1, klej imaš Luko, Lebrona, Risa, potem pa en kup fajterjev, pa en kup delavcev okoli njih. In te delavci so mogoče tukaj še višji, še močnejši. Imaš Doriana Finney-Smitha, ki se mi zdi še boljši, ki je bil takrat, Jared Vanderbilt, potem Rui Hachimura, ki je v bistvu spet igralec, ki ima neverjeten razpon rok, potem tudi Gabe Vincent, recimo, super obrambni igralec, Jordan Goodwin, prej smo z Mirkotom govorila, noro, igralec, ki bo dobil vsako 50 žogo, tako da te delavci te nekako primorijo, tudi Lebrona vidimo, leti po terenu in potem tudi v obrambi v končni fazi tudi Luka jim sledi. Kako komentiraš, sam še to mi nadgrad, jaz osebno bi rekel, da je njihova obramba šla nadstropje više, ko je LeBron začel igrati obrambo. In gotovo boš vedel, individualno je on sam v top 5 branilcev v ligi v zadnjem tednu, 2. A je to vzdržno pri njegovih letih? Ja, jaz mislim, da sta tukaj 2 zadeve. Ena stvar je ta, da je on res zdaj tako motiviran, tudi ta val so ujel in potem te to vleče. Se pravi, on je videl zdaj za voho, je to priložnost, so drugi, da nekaj naredijo v play-offu, tako da motivacijsko je sigurno. Druga stvar je, prej smo rekli, bo imel človeka v napadu, ki bo to glavno breme nosil, ki ga je do zdaj mogel on, se pravi, bomo tukaj tudi energijsko lažje. Zdaj verjetno bo prišla kakšna tekma tako za njega, kot za Lukata, kjer mogoče ne bojo toliko leteli po terenu kot zdaj, ampak jaz mislim, da so zdaj ugotovili recept, ki ga bojo potem v play-offu sigurno ponovili. Ja. Jaz bi dodal še to, da je Luka ne samo na igrišču razbremenil Lebrona, ampak ga je tudi izven igrišč. Še posebej zdaj v teh 2 tednih. Lebrona praktično nismo videli na nobeni tiskovni konferenci. Je bil, seveda, ampak njemu je Luka tudi to vzel. In zanimiv detajl je bil po prvi tekmi proti Clippersom, ali je bila celo ta zadnja, druga, ko je Lebron v bistvu po tekmi, to ni bila ona tekma, ki je že šel med igro, je v bistvu že šel v tunel, kar je bilo spet jasno, da on na terenu ne bo dal intervjuja, ker je vedel, da bo do Lukata. In tudi na zadnji tekmi je bil pa v Hadlu in je pač na Lukata pokazal in rekel, kao, Luka, ti greš, jaz grem pa v slačilnico. Jaz mislim, da je tudi Lebron kle, vsaj v zadnjih 2 tednih, kar se tega tiče, malo rejuveniran, pomlajen, hvala Dani, rejuveniran, super. Tako da imamo naziv. Tako da ja, jaz mislim, da je to tak zdaj
mislim, da je honeymoon faza medenih tednov in da bo se videl, kakšen karakter ima ekipa, ko bo zagustilo. Moram pa reči, da Lakers se laži, predvsem pa precej raje gledam, kot sem Dallas gledal z Luko. Ker Dallas mi je bil na koncu že negledljiv. No, To mi je všeč, da si to povedal. Zakaj? Ker je to ena velika resnica. Prav, jaz bi rekel, ta ekipa Dallasa. Ti boš vedno boš zagovarjal Dallas. Ne zaradi tega, ampak en zelo zanimiv moment je bil. Prej si, ne vem, kdo je rekel, ti si rekel, da je bil Luka prvič zavrnen, prvi rejection. Na eni konferenci so ga vprašali, ki ga vedno to, kaj je ta rejection, pa se je sam nasmihnil. Pa je bil pa en tak drug detaljček, ki so ga vprašali, pa letošnjo leto, ko si imel najboljšo ekipo možno po finalu, ne? Ker so oni res to ekipo se nagradili in takrat je Luka spustil tak en zelo cinično nasmešek. Tako da jaz mislim, da se je on zavedal, da je bila ta ekipa Dallasa je sigurno imela, zdaj pustimo vse poškodbe, ki so se že zgodile to leto, ampak jaz mislim, da bi bili oni zelo resen pretendent, sploh, ko vidimo, kakšna je liga NBA trenutno. Ne. Tako da težko bi rekel, da je sigurno je čist drugačna ta ekipa, ampak jaz mislim, da je tudi ekipa Dallasa v vseh potezah, ki so jih naredili okoli njega, jaz mislim, da mu je bila tukaj vzeta ena priložnost letos, da proba s to ekipo korak naprej. Jaz bi se kar strinjal s tem, ker so bili tudi kriptonit za Oklahoma, glede načina igre, glede, da so veliki fizični močni in to je nekaj, kar tradicionalno Oklahoma trpi, pa mislim, da moramo z vsem dolžnim spoštovanjem pač ob samo 9 porazih jim še vedno dati titulo favorita na zahodu. Iz tega me pa, Mirko, zanima, a vidiš ta, ko se bo enkrat začelo zares, a bojo igrali small ball košarko s Hachimuro na centru ali pa z LeBronom, ali bo Jackson Hayes začenil tekme, ko se bo začela končnica? Pa povsem nepomemben. Mislim, da misliš? Odvisno seveda od match-upa, s kom igrajo, ampak že so pokazali kot prvo to, kar smo se pogovarjali, da je LeBron razbremenjen in veliko več igra od žoge. In ko si vprašal, je to sploh vzdržno, jaz mislim, da je, ker ogromno energije prišpara od novinarskih konferenc do tega, da konstantno mora biti človek, ki ustvarja za vse in se mi zdi, da mu kar paše ta vloga. Kot drugo, Luka, obstajajo obrambe, ki ga probavajo seveda braniti v NBA-ju, večina ga blica, se pravi, da ga agresivno v pick and roll igri mu izkačejo oziroma dokler se žoge ne znebi, podvajajo. Ta drop obramba, tako kot je JJ Redick poudaril, kdorkoli si želi to v ligi probati in igrati, bo s tem umrl, ker Luki je to najlažje reševati in mu je to v bistvu zelo naravno. Ali jih pa prevzemaš in potem LA išče mismeče v igri 1 na 1 in to napada. Skratka, kar hočem povedati, koliko Frale se verjetno misli na to, neskončno opcij imajo v napadu in za moje pojme z Luko in z LeBronom, z dvema tako visokima kreatorjema, tle seveda je še Reeves, ki ima odlične rešitve in je človek, ki si tudi sam lahko ustvari svoje šute, so za mene neobranljivi. Predvsem LeBron, če bo igral recimo na 5, prihaja v blok Luki, če bo blical, ti podajaš človeku, ki je pač izredno kakovosten, kvaliteten v rešitvah iz short rolla, nekega kratkega odvajanja. Praktično ne vidim opcije, kako njih lahko nekdo sploh brani. In za mene so oni zelo nevarna ekipa in ja, honeymoon faza sigurno glede obrambe, je to energetično vzdržno in tako naprej, ampak ta rezerva v napadu in napad danes je vrsta obrambe, ker ti utrujaš nasprotnika in mene veseli to in veliko lažje mi jih gledati, ker tudi Luka je dost razbremenjen napram Dallasu. Vzema manjše število metov, recimo tam za mene je nek optimum za njega med 15 in 20 metov na tekmo in z lahkoto s temi meti, seveda še ko pride v neko formo, bo dosegel 30 točk, statistika bo verjetno okoli 10-10, ostale dve triple-double zadevi. Ja. Tako da jaz njih res vidim kot nekaj zelo nevarnega, hibridnega in ta small ball ne vidim, kje bi lahko imeli težave, sploh pa pri tako motiviranem LeBronu, no zadnje smo ga na olimpijskih igrah gledali, pokrival je bolje kot Embiid Jokića, ko je bilo to potrebno. Tukaj jaz mislim, če zdaj sebe kontriram, kar smo prej rekli, argumente za Dallas, kar je Dallasu manjkalo v finalu proti Bostonu, pa so trije kreatorji,
Kyrie Irving vemo, da je imel težave, ne? Da ima mogoče težave v tej, ko prideš do finala, do zadnjih faz play-offa, se vse prevzema, vse se igra 1-1 in tam je Kyrie imel probleme s temi visokimi, agresivnimi branilci in bil Luka v bistvu v finalu, vsaj na začetku edini, ki je lahko to reševal 1-1. Tukaj imaš zdaj še LeBrona in potencialno še Reevesa kot tretjega igralca, ki ga Dallas, ki mi je spet neverjetno manjko, tisti tretji igralec, ki bi lahko nekaj sam ustvaril. Tako da za te zadeve, bomo rekli, za to play-off košarko na najvišjem nivoju so sigurno bolj pripravljeni. Je pa res, da je Dallas, tako kot smo rekli lani, pa to obrambo, imel pa to višino in ta size, in s katero je pač tudi dobil tekme na obrambi. Tukaj bojo mogli pa Lakersi še naprej s to neko neverjetno energijo pa temi delavci reševati. Je pa res, da imajo te delavci, kot je Jared Vanderbilt, kot je Goodwin, ki sem ga prej omenil, tudi kakšen drug. Tudi prej sem omenil Gabe'a Vincenta, se mi zdi zelo pomembno, da se ga ne. Ampak hoče reči, to so pa igralci, ki pa pride serija v play-offu, ki lahko zelo hitro pridejo do momenta, ne? Na drugi strani, ko te ne pokrivajo in potem ne igraš več. Ne? Kar pa pomeni potem veliko večji pressure na ostale, tipa Rui Hachimura, Dorian, ne? In tudi Jackson Hayes je problem. Lahko bomo rekli kot nek tretji razredni center, ne? Da edini. Tako da tukaj vse Lakersi imajo nekaj vprašanj, ampak zaenkrat zgleda zelo dobro. A ti vidiš problem to, da... A veš, da sem to hotel ravno tebe, na dolgi rok brez visokega košarkarja, si to mislil vprašati? Ja, mislim, a vidiš problem, da ko bo enkrat šlo za res, da jim bo manjkala ta... Mene je tekma proti Denverju malo navdušila, da tudi glede na to, da imaš ti najpametnejšega in dominantnega centra, da se da pripraviti na njih. Zdaj, valjda je razlika, da to ti narediš v seriji na 4 zmage, ker tudi nasprotna ekipa išče rešitve. Jaz moram reči, da se mi zdi število tekem, ki smo jih videli, premejhno, da bi lahko sodil, a jih bo to tepalo, jih ne bo. Verjetno jih nekoč nekdaj bo to teplo. Ne? Nisem pa prepričan, koliko. Tukaj je to, ne? Ta small ball, o katerem govorimo, je pa spet, če grem nazaj na uno ekipo Dallasa 2-22, ne? Oni so takrat dobivali s podobnim receptom. Maxi Kleber na petici, Pavel je začel tekme, igral 10 minut in isto bo Hayes. Potem so pa vse tekme so zapirali z Maxi Kleberom na petici in to je v napadu neverjetno težko braniti. Mimogrede, Maxi Kleber tudi igralec, ki se ga še čaka in ideja Maxi Klebera bi super pasala v ta model. Ampak kaj sem hotel povedati, kje je pa ta ekipa Lakersov veliko boljša. Ne? Takrat si imel vsem tisti ekipi, pa Jalena Brunsona, pa Reggija Bullocka. Tako, ne? Tukaj imaš pa ti small ball z LeBronom, z Luko, z Ruijem, z Dorianom. Ne? Se pravi, 400 km delal na zunanji liniji. Najmanjši igralec ti je mogoče Reeves, ki je koliko? 1,95 m. Se pravi, oni so na centru nizki posod, druge so pa veliko večji kot vsi nasprotniki. In tukaj na drugi strani je pa, to se videlo tudi s Denverju. Nikola Jokić bo imel blazne probleme braniti ta small ball na perimetru. Ker lahko dva delavca ga hitro primeta in je učinek. Ne, pa hoče reči tudi v obrambi bo imel on z njimi probleme. Tako, ker ga bojo skozi iskali in nekdo ga bo 1-1 potem lomil in tukaj Denver ne zna to drugače braniti, kakor da blica skozi in potem so skozi v rotaciji. Mimo glede okoli teh blicov, to je nova stvar za Los Angeles Lakers. Oni niso bili vajeni, da se njihove igralce tako podvaja, tako intenzivno, kakor se zdaj več kot očitno podvaja Dončića. Ne? Se mi zdi, da so se tudi tle kot strokovni štab dobro odzvali. Ja, in jaz že vidim sicer Jackson Hayes je veliko tisti, ki se znajde in se potem išče rešitev na njega, čeprav Luka ogromno, če je LeBron na prvi podaji ni tisti, ki gre v blok, išče iz blica prvo podajo na njega, da je LeBron tisti, ki rešuje 4-3 situacijo, seveda z razlogom, ker je človek najboljši v tem vseh časov. To je neka vloga konektorja, ki jo ima recimo Draymond Green že vrsto let pri Golden Stateu, ampak Draymond Green je seveda isto zelo inteligenten igralec, ne moreš ga primerjati z LeBronom. LeBron bi v teh stvareh krat 10 boljši, pa zdaj malo pretiravam, ampak se razumemo stvar. In Jackson Hayes ima tukaj še kakšen korak, 2 prostora za napredek, ker še ni navajen teh skip pasov oziroma kornerjev. Je pa odličen v iskanju teh corner cutov. Velikrat je na teh 2 tekmah najdel prostega človeka, ali je to bil Wendell, potem na zabijanju. Te corner cuti so ena zadeva, spet, ko bi rekel, da je Jason Kidd
imel en manko napram J.J. Redigu ali pa prej Riku Carlisle. Ne. V tej ekipi Lakersov je že en kup enih mini avtomatizmov, kjer pridejo in potem v takih situacijah pride in tukaj se vidi pač ta malo višja dimenzija, kar se tiče taktične priprave. Ja. Tako da toliko zabijanj, toliko tekanj, ki jih vidimo avtomatsko, potem v baselineu, ko se te zadeve zgodijo, ki sem jih videl zdaj v teh tekmah Lakersov, nisem prej videl v celi sezoni Dallasa. Ne. To je J.J. Redick, njegova geometrija in to, kar vidimo, njihovo aktivnost igralcev brez žoge, vseh hibridov, tako kot smo rekli, oni imajo 2 pleja, 2,5 metra visoka. Ampak ostali, Vendov, Dorian, se pravi Dodov, Hachimura, te ljudje so skozi aktivni, ker imajo pravila, imajo spacing, imajo geometrijo in jim je jasno, my activity brings baskets in oni se samo točno vejo, kdo kata, v kakšnem primeru corner cut, s 45 gre v spacing v corner in oni dobesedno zbirajo, bo dal človeku na zicer ali bo je zadel človeka na odprti spot up trojki in zadeva bo z lahkoto delovala, ker se držijo principe. A vidite vi trije v tej geometriji tudi Dončića v igri brez žoge? Da se bo tle nekaj, kar dobesedno stagnira že celo njegovo kariero. A ima on tle kaj prostora za napredek in ali je sploh zainteresiran za napredek v igri brez žoge in ali je strokovni štab zainteresiran, da ga aktivira v igri brez žoge? Jaz mislim, da je. Ampak trikrat smo ga videli zdaj že, da je tudi eno zadevo nenavadno. Kar smo prej rekli, dinamika z LeBronom, ne, te dve tekmi s Clippersom sta se lepo pokazali. V prvi tekmi na začetku Luki ni šel met, Clippersi so vse svičali, v glavnem igral LeBron 1-1 in je Luka iskal neke te do zadnje četrtine, ki je potem zadev par step-backov, je iskal pač te neke druge detajle, kako pride do nekih točk, ne, skozi aktivnost. Drugo tekmo, ki je Luka dominiral, LeBron je pač on v glavnem igral 1-1. Tako da tudi tukaj se bo ta dinamika menjala, ampak še enkrat, ja, jaz kle velike upe polagam v J.J. Redicka, da bojo pač tudi Luko in LeBrona, ne. Mislim, da tukaj imaš spet igralca, ki ga Luka neverjetno spoštuje in pač če on to počne, pač ta vzgled je, jaz mislim, da bo potegnil in jaz upam, da bo pač tudi Luka tukaj naredil še en korak naprej, pač tudi v tem delu igre. A ti to misliš? Tudi po tekmi se je Luka pošalil v bistvu. Je novinarki, ki ga je vprašala, kaj pa pač igra brez žoge, rekel, ste videli danes, ne? Danes pa sem nekaj naredil. Jaz mislim, da želja je, da Redick tudi more hočeš, nočeš, ne glede na status pa sposobnosti Dončića, pač valjda njega tudi spodbuditi, ga motivirati za igro brez žoge. Predvsem, če prije, saj jaz ko gledam, no, do teh primerov, ko je en malo hladnejši in se drugmu da hit check, ne, da se preveri, kako vroče in on, pač to so 4 zaporedni napadi, kjer pa in Luka in LeBron zelo dostikrat ne posilta tega meta, ampak iščeta najboljšo rešitev in to je pač spet, kar je Mirko rekel, da ko Luka da LeBronu žogo je nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi za katerokoli ekipo, kadarkoli v resnici. Lamut mislim, da rad uporablja besedo superračunalnik, ne? Da sta 2 superračunalnika, Ja, to je zelo nenavadna situacija v NBA-ju, ne? Če hočem takole na hitro pomisliti, da ne morem blih spomniti kakšnega kluba, ki bi imel to možnost, tako ga plus tukaj, da on je oba, ne samo LeBron, ki si prej omenil, tudi Luka se je že pokazal v teh par momentih, prvih tekmah, da tudi on spoštuje Austina Reevesa. Ni samo LeBron, ne. Tudi ta tretji igralec, prej sem omenil Dallas, takrat je bil to tretji igralec Spencer Dinwiddie, ne. Jaz mislim, da je Austin Reeves vsaj 2-3 nivoje boljši igralec od njega. Tako da tukaj se vidi pač, da to opcijo imajo. Zdaj to, kar si pa sam rekel, ja, vse so bile ekipe, ki imajo 2 kreatorja, ampak to visoka. 2 super računalnika. Tako, ni jih, praktično ni, ne. Ko se je ta izmenjava zgodila, a si pomislil, Mirko, na to, da bo Austin Reeves odveč v tej konstelaciji? Ne, ravno zaradi strokovnega štaba. Nisem pričakoval seveda, da bo to manjši usage rate, ker prihaja nekdo, ki je potem najbolj dominanten v NBA-ju, ampak sem bil prepričan, da ga bojo ohranili v neki verziji in da bojo iskali predvsem kombinacije, v katerem line-upu bo pa Austin Reeves tisti, ki bo imel
tisti segment igre, kjer bo imel več žogo. Seveda, ko je v igri, ko so vsi trije v igri, nam je nekako jasno, da bo ta delež manjši, ampak JJ Redick odlično to počne, seveda zdaj, ko je bil poškodovan, je neka druga stvar, ampak na momente. So ti te tekme, ki so sledile po menjavi, dale že nekaj odgovorov na to? In ne samo to, da mu zaupa, tako kot je rekel Frale in Luka, LeBron je že pokazal, da mu zaupa, predvsem pa JJ Redick in celoten štab mu zaupa in na momente je bil prvi kreator, ko je bil na terenu, ko sta recimo Luka in LeBron počivalo oziroma pa 45 točk, ki so ona dva počivala. Zakaj bi rekel ne taki kvaliteti in kvaliteta trenerja je, da lahko... Zakaj? Zato, ker hočeš nadgraditi neko pozicijo in potem imaš to v bistvu kot nekako možnost, da nekoga prepelješ. Ne? To, kar smo prej govorili za playoff, ta kreacija je glavna kvaliteta, ki se dlje, ki greš. Še ena stvar, Iztok. Vidi se, da delajo s polno paro, da ne razmišljajo o tem, da vsaj zaenkrat ne, da Reevesa odslovijo oziroma ga zamenjajo s kom drugim. Za prihodnost, če tukaj najdejo neko dobro kombinacijo, je to lahko velika stvar, ne? Ker Austin Reeves ima ena najboljših pogodb v ligi NBA, pristal je na veliko manj denarja, kot bi si takrat po tisti njegovi izjemni sezoni predstavljali, ko je imel možnost, da se ponuja tudi na druga tržišča in je potem to zavrnil in podpisal, kaj ima, 12 milijonov na letnik Itazga. To je lahko oren kadut za naprej. Ja, sigurno, mislim, da ima še 2-3 leta pogodbo. In tudi ne glede na vse, jaz mislim, da oni gledajo malo naprej. Tudi LeBron verjetno v nedogled, ne glede na to, da zgleda, da bi lahko igral še 3-4 leta, ampak ko enkrat njega ne bo več, verjetno boš rabo spet, boš imel isto vprašanje, ne vem, ko smo imeli Dallasu s Jalenom Brunsonom, potem s Kyriom, tega drugega kreatorja, drugega igralca, ki zna neki žogo. Jaz mislim, da je to, trenutno je to njihova največja prednost, da imajo 3 take igralce, ki res znajo, tako da jaz sam osebno se tega ne bi. To je tudi stvar, ki se najbolj zameri v Dallasu Nico Harrisona, ne? Da se ni zahteval, da je Austin Reeves del tega trada, ne? Se pravi, in tudi, da so, tako, in tudi, da so dali samo en pik, kar pomeni, da imajo LA, videli smo, ko so probali to z tradom za Marka Williamsa, vsem še ima nekaj srebrnine v off-sezoni, da lahko probajo, ne vem, ali visokega igralca ali centra pripeljati. Tako da ta ekipa bo imela tudi potencial, da jo nadgradijo brez tega, da bi se znebila ali pa tradal Austina Reevesa, ker bi bilo, kar se mene tiče, neumnost. Luka, kako gledaš njih 3? Kaj vidiš na igrišču? LeBron, Luka, Reeves. Zaenkrat vidim še uigravanje, ampak zelo hiter, pa mislim, da bo vsak vedel, kako igrati en z drugim in play off each other, no? LeBron in Luka to na nek način že pač počneta, si tudi data neki prostora. Mi je pa pač super, točno to, kar smo pregovorili, ne, da ko ti gresta 2 taka košarkarja iz igrišča, se pač prižge zelena luč, v tem primeru Austinu Reevesu. Reeves je pa vsaj v zadnjih 2-3 sezonah ta košarkar, ki to dobro izkorišča. Ne. Rekel si pač odlična sezona, lahko bi podpisal za več. Takrat je v bistvu vsakič, ki je dobil priložnost, je dejansko nekaj bilo iz tega. Praktično nima slabe tekme kot tretja opcija, oziroma to smo videli tudi, kaj še Davis bil pri Los Angeles Lakersih. On kot tretja opcija praktično ni odigral slabe tekme. Kar me najbolj navdušuje pri njemu je pač ta da ohranja, da ve, kakšna je njegova vloga, da ve, česa je sposoben, kar sicer pač basketaši imajo ponavadi višjo samozavest, kakor imajo drugi v njih, ampak kar je sicer zelo prav. Meni se zdi, da je to tak eden najbolj hvaležnih igralcev, ki ga imaš lahko zraven LeBrona in Luka. Tako, najbolj hvaležen tretji igrač, ki čaka na svojo priložnost in jo ponavadi tudi izkoristi. Tle je pa on za JJ Redicka, Nathan McMillana, Scotta Brooksa, tudi Joker zadetek upolno nekaj najboljšega, kar se lahko zgodi. Mirko, če pomisliš na hitro, ima kdo boljšo tretjo opcijo od LA? Ja, statistično gledam, verjetno, da res ne. Boston, ne? Boston, arguably, ampak kdo je tretji? Cleveland mogoče. Odgovor na vprašanje je v bistvu vseeno.
krog je majhen. Cleveland, OKC, tako kot je omenil. Mislim, lahko se že, odstranimo Reevesa. Meni je že to pač, recimo se je zgodil trade, Anthony Davisa, by the way, noben ne pogreša po dobrih 2 tednih. Se sploh ne govori o tem, medtem ko v Dallasu je zgodba zelo, zelo obratna. Pustimo, ja, smola s poškodbami in tako naprej. Že to veliko je. Smole, ne, Seveda, ne bomo to. Tako, ampak bili so dvomi. Meni ni jasno, kako je lahko Luka recimo prišel z eno zelo, ne bomo lih rekli, ekipo, ki se je pričakovalo od nje takrat v finale Zahoda. V končni fazi tudi po lanskem šaflu, ki so ga naredili in po All-Star breaku, nihče ni pričakoval finala, pa jih je Luka tja pripeljal in zdaj mu porinaš gospoda, ki ima redno tako Tuesday po imenu LeBron James, mu ga dostaviš in ljudje ne razmišljajo, da so oni nekdo, ki se bo na Zahodu umešal v boj za prva 3 mesta. Meni je to mind-blowing. Isto, neki so našli v obrambi. Začel se je s tem, ko so odslovili D'Angela Russella, ne. To je bil predpogoj. Kako zdaj vidiš to in kakšno vlogo pripisuješ temu, da se je vrnil Vanderbilt, da je Finney Smith postal na nek način steber in da po koliko letu, več dni, Gabe Vincent nima več težav s poškodbami? Sigurno, ker to so te delavci, ki smo prej rekli, high effort igravci, ki delajo razliko. Na vsaki tekmi, te 50-50 žoge, J.J. Redick je enkrat rekel, ne, ob vseh teh X-ih novih taktikah, ne, da je odkril recept za dobivati NBA tekme, je to, da play hard every game. Ne, se pravi, in to ima igravce. Ampak jaz bi rekel pa taktično, kar je kle glavno za Luko, pa tudi za LeBrona, to, da oni nimajo centra, da igrajo s takimi igravci, sistem obrambe, ki ga zdaj igrajo, leži najbolj tako Luki kot LeBronu. Se pravi, to, da se prevzema, ko se prevzame, se ga pusti tudi Luko, ne vem, v neki izolaciji z nekim igralcem 1 na 1, ampak se vsi zelo ozko stopijo. Ker kar to pomeni, da prevzemaš, Luki, LeBronu ni treba loviti nikoga okoli blokov, ni treba igrati pick and rolla, prevzemati na žoge, ker v temu sta roko na srce staba, ker sta visoka, močna, najhitrejša igralca v tem elementu igre. Ne? Tako da jaz mislim, da je to sistem, ki ga imajo oni, da imaš ti 5 istih igralcev, ki vsi vse prevzamajo in si potem pomagajo z velikim razponom rok, je idealen obrambni sistem. To smo videli tudi v Dallasu, kadar je to funkcioniralo z Luko in jaz mislim, da je tudi za LeBrona to najboljši možen sistem in tukaj jaz mislim, da je njihova glavna kvaliteta obrambe. Ja. Luka, kako vidiš pomembnost, da te igralci, o katerih se pogovarjamo, nekateri izmed njih, ne vsi, ampak večina njih so prekaljeni playoff borci. Ne? Recimo Gabe Vincent je imel 2 svoje najbrž najboljši tekmi karijere, na tekmi 2 pa 3 proti Denverju, takrat v finalu. Finney Smith nimo tuj playoff, tudi Vanderbiltu ne okončil, mogoče malo manjšem obsegu, da ne govorimo o LeBronu. In Luke, ja. Jaz bi rekel tako, no, da če bi, v bistvu bom dal proti vprašanje, če se v finalu Zahoda srečata OKC pa LA, na koga daš denar? Na OKC. Na OKC. No, zanimivo, meni je pa ravno to, kar si rekel, ne, ta borbena preizkušenost, da so oni že toliko tekem odigrali v končnici, OKC ne. Se mi zdi, meni je to recimo jeziček na tehnici. Lansko izkušnjo, ne? Lansko izkušnjo imajo, ampak jih je Luka dobesedno kriminalno dejanje naredil nad njimi. Ne? Ja. In ta Luka je zdaj v mestu, v ekipi s košarkarjem z največ odigranimi playoff tekmami. Jaz mislim, da OKC ima ravno ta problem, ki je imel že lani v seriji z Dallasom drugega kreatorja. Kaj šele tretjega, kaj govorimo. Zato se strinjam, da treba Jalena Williamsa. Tako, Jalen Williams je takrat v tej seriji ni delal razlike, oziroma ni prevzel tega in to je glavni problem, ki LA ima na eni strani 3 te kreatorje. Ne? Tako da je pa res, da je OKC ekipa, ki je izredno agresivna, ki bo... Meni se zdi, da so se ene stvari vmes spremenile. Ne? Prvič, oni igrajo all-time elitno obrambo. Letos, lani niso. Ne? Druga stvar, treba vedeti, da če PJ Washington lani nima 50+% meta za 3 točke, vprašanje, kaj se zgodi v tej seriji, Dallas OKC,
čist kot neznanke v enačbi. In tretja stvar je bilo, ta matchup bi bil tako blizu, ne vem, meni se zdi, da če ne bi Shai Gilgeous-Alexander onega faula naredil v zadnji sekundi na 6. tekmi, bi se tudi stvar lahko, če bi tam na 3-3 izenačili, pa se zadnja tekma igra v Oklahomi. Skratka, ne bi se strinjal čisto s tem, da so jih povozili. No. Sigurno, samo to, ker si ima igralce, nekaj smo prej govorili, kakšen tretma je imel. Alexa Caruza zraven. Samo hočem reči to, tretma, ki ga je imel Denver, tukaj bo dobili isti tretma. Lou Dort, ne glede na to, da meče 40 v rednem delu sezone, playoff je nekaj drugega. Cason Wallace, Caruso, to so igralci, ki se jih bo pustili šutirati. Zdaj, lahko, da bojo šute zadel, pa bojo zmagali, boš čestitil, ampak to niso igralci, ki bi jim jaz vnaprej zaupal, ki bi rekel, zdaj bom pa jaz podpisal, da mi bojo dobili serijo. To je njihov največji izziv. Ne? Tako, ne? In potem, če imaš tukaj še ta druga kreacija, tako kot smo prej rekli, Jalen Williams, a boš primerjal njega z Luko ali pa z LeBronom kot drugim igralcem, je pa tukaj potem razlika. Tako da po moje bo, če pride do nje, bo zelo... Jaz vidim 50-50 z malo prednostjo zame, no, za Oklahomo. Poleg tega lani niso imeli Hartensteina, lani so imeli težave s skokom, letos jih pričakujem mogoče malo manj. Je pa res to, vse, kar ste zdaj našteli, je pa pač, ko govorimo pa enkrat o izkušnjah in o profilih igralcev, potem pa seveda ima sam OKC je favorit, to je neverjetno srednji del sezone, ki jo zdaj igra. Ker pač so edina ekipa na sicer dokaj razdrobljenem zahodu, ki pač očitno štrlijo ven iz te enačbe in sam iz tega bi jim dal nek respekt vnaprej. A sem pa prepričan, da bo Oklahoma izločila Los Angeles, pa niti slučajno ne. Mislim, da si prepričan, da če oni dobijo Golden State v prvem krogu. To sem. Ja, sej, ampak je pa vseeno, a ti vidiš, da bi Oklahoma izdominirala Golden State. Ne, pač ta nedokazanost je kle, taki men daje recimo jeziček na tehtnico za Lakers. Do te zadnje današnje poškodbe Kyrija, ne? Tudi, da bi naleteli na en neugoden Dallas. Bi jaz rekel, da je njihov s svojim sajzom, z Anthonyjem Davisom, če bi se vrnil, bi bil, jaz mislim, da je ekipa, ki se vam ne bi želel videti v prvem krogu. Ampak... Ja, jaz se s tem absolutno strinjam. Kaj pa ti? Ti tiho molčiš, oziroma modro molčiš. Jaz sploh pomislil ne bi, da lahko Oklahoma izločitele Lakerse. Ali? Jaz gledam samo matchup, ne zanima me sezona in rezultati, sigurno Madani prav. Oklahoma si zasluži en velik respekt in tudi kako igrajo, kako konstantni so. Playoff košarka je nekaj čist drugega in različica obrambe s temi dolgimi telesi in lih to, koliko tvegajo z tistih nešuterjev, matematika v seriji se ne izide. Za ekipe, ki nimajo konstantnih šuterjev in ki nimajo dovolj ball handlerjev in kreatorjev. In tukaj, dokler Oklahoma ne naredi nekega preskoka oziroma dokaže, da to v temu brendu košarke, ki se trenutno igra v NBA-ju, je to, kar imajo na žogi dovolj, jaz bi svoj denar dal na Lakers. To, kar smo prej omenili, kaj Luka dela za LeBrona, ti moraš dati največjega fizikalca, a je to Lou Dort, a je to, ne vem, na drugi strani Jaden McDaniels, a je to Jaylen Brown, pokrivati Luko, ne? Ostane za LeBrona. Ki je. Tako da. Plus, tam lahko LA lihto zelo osko stoji. Mi smo tudi že proti Clippersom videli, ne vem, če je Harden začel 1-1 igrati, pa je recimo LeBron pokrival nešuterja v tistem momentu, ne vem, dana. On je dobesedno kot libero, on je šel Hardena zaustavljati, dobesedno neutraliziral, ful so dobri v rotacijah, ker imajo vse visoke atlete in tudi na te neke kick-oute, ali so deflectioni, potem rotacijo prvo ujamejo, potem preboj drugo ujamejo, res so neverjetni. In še ena stvar, ki je pri njih neverjetna, jaz v tej sezoni nisem videl ekipe, ki bi bila boljša v temu, konstanten pritisk na skoku napadu, čeprav nimajo visokega igralca in tudi, če obrambna ekipa poštarta žogo, to je neverjetno. Te fantje skoraj vsako tako žogo, če poštartaš obrambi žogo proti Lakersom, ti jo moraš skrivati. Oni zbijajo vsako žogo. Luka je dal po 6 točk vsako tekmo, ker je, ne vem, Goodwin ali pa, ne vem, Finney Smith ali pa Vanderbilt zbijajo žogo in dobijo second chance za doseganje košov. Tudi Luka je zdaj full aktiven z rokami. 4 stilce na novi tekmi. In jaz mislim, da ta kultura je že nekako pri njih prišla in v DNK in prisilila tudi Lebrona in Luko, seveda to gre zasluga strokovnemu štabu, da dejansko nočete na cedilu ostale, ki se mečejo na glavo, pustiti in delata stvari, ki jih druge nista počela.
Ja, mislim, jaz se strinjam z vsem, kar govorite. Poleg tega v play-offu je kar nekaj ta half-court napad, bolj pomemben, to se manj teče, več se računa in imaš seveda ta dva super računalnika. V zvezi s tem bi vas vprašal, koliko pomembno je, da napadajo zdaj to drugo mesto. S tem se izognejo Oklahomi, ne? Do finala. Do finala, ja. Jaz mislim, sam to se tudi, če si tretji. Ne? Mislim, da njim, J.J. Redick je sicer rekel, da noče biti v play-inu, tako da jaz mislim, da je njim glavno to. Od play-ina so pa res daleč. To praktično ne morejo skoraj več, ne, do 7. mesta, tako da jaz mislim, da tudi prednost domačega terena je zelo realna. Verjetno je bolj, da bi bili drugi, tretji kot pa četrti, ampak kot je Mirko rekel, jaz mislim, da se oni bojijo nobenega, tako da po moje ne bi rekel, da je to prioriteta glavna. Je pa priložnost, ki se mi je pokazala, tudi priložnost za Luko, da zelo ironično konča najviše, kar je končal v svoji 7. sezoni z novim klubom. Ne. Se pravi, mislim, da je bilo do zdaj najviše četvrto mesto. Mislim, da je bil. Tako da... No, če povlečemo črto za konec današnjega podcasta, ste zadovoljni z napredkom, ki ga v živo spremljate pri Jezernikih? Jaz sem, ker sem navijač Lakersov vedno bil in bom malce hudomušen. Si bil že prej navijač? Od otroštva, jaz sem Kobe... A tudi unih 5 naslovov od Minnesote priznavaš? No ja, no. Tok daleč ne morem. Imaš dres Georgea Michela. Kaj so bili oni? Vse so že bili, Jezerniki, kaj so bili? Minneapolis Lakers so bili prej za franšizo. Tako da jaz sem zelo zadovoljen, s Tradom sem zadovoljen, malo bom nesramen in malo bom brcal, kot si rekel, v truplo. Dallas je za mene kmečka sredina, kar se tiče NBA. Kmečka godba. In navijal sem za njih samo zaradi Luke in ob eni instanci, to je bilo Dirk Novicki v finalu proti Miamiju. Tudi LeBron mi nikoli ni bil všeč, a ta verzija me fascinira in tudi mi je prirasel k srcu, tako da jaz sem izredno zadovoljen. Seveda se bo to še izboljševalo, če Luka seveda tam tudi ostane in se bo gradilo še za naprej, ampak ja, to je to. Je viden trend napredka pri LA, si zadovoljen s tem? Ja, definitivno so presenetili vse. Tako da pač moramo biti zadovoljni s tem, da smo lahko super navdušeni nad tem, kar nas čaka v play-offu. Tako da več si težko želiš trenutno. Luka, ti kmalo odpotuješ v Ja, jaz sem pa Združene tako navdušen, države. da bomo kar odpotovali. Ne, v bistvu, na Teksas sem že pozabil. Itak je bilo 38 stopinj, vroče, nevzdržno, vse si... Kalifornija vsaj zdravo jedo. Tako, Teksasu pa ne. vsaj kakšen ta Erevon, ali kaj je najdražja trgovina na svetu. Boš zamenil za brisket. Tako. Tam bo pa bala, veš, te neke acai bowl, pa smuti, pa tako naprej. Tam je 4-kilski brisket. Tam je brisketov. Ne, veselim se, tudi vreme bo zaenkrat kaže zelo dobro. Mojih najljubših 20 stopinj, jih imam rad noter in odzuni. Tako da se veselim, pa valjda. Vlažen pacifiški zrak te bo božu. Tako, pa 4 tekme, ki jih bomo delali. Prva proti Phoenixu, ki bo sicer tretja tekma back to backa, kar se zelo redko zgodi. Ampak upajmo, da bo mali špilo. Tudi studijem, ne? Bo šel kaj ven iz sobe? Vedno. No. Saj do recepcije. Do recepcije grem, ne? Do recepcije greš. Hrano se ti pa tja prinese, pravi gospod Lamut, ne? Enkrat. Ker nisem mogel iti na kosilo, jaz imam delo, ne, jaz nisem brezdelniška Lamut, pa klasič, ne. Ko si rekel 20 stopinj, mi je bilo čisto jasno, da misliš na sobo, ne, na dejansko zunanje. Mirko, vse po noči je 6 stopinj. Si bil ravno kar tam, verjemi. Najlepša hvala, fantje, za današnji pogovor. To je bil ASO podcast številka 25. Hvala lepa tudi za vašo pozornost in do naslednjič.